Spoštovani zbrani, vstopili smo v listopad, mesec, ko praznujejo slovenske splošne knjižnice. Pomemben del vsakdanjika slednjih pa je tudi domoznanska dejavnost. Veseli me, da bomo z nocojšnjim dogodkom mozaik slednje še povečali. Med vas, drage obiskovalke in dragi obiskovalci, pa širili pisano, govorjeno in peto besedo. Slednjo so nas uvodoma pozdravili člani mešanega pevskega zbora, ki deluje v okviru kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Bela krajina in Ajdov cvet sta bili pesmi, ki smo jo slišali. Posebej prva, Bela krajina, je povezana z našima osrednjima gostjama, Ivano Vatovec in Elizabeto Križanič. Obe pomembno sooblikujeta dogajanje v našem lokalnem in tudi širšem okolju. V pogovoru sodelavko Matejo Kost
pa nam bosta najprej posamič, nato še skupaj, odstrli neštete zgodbe raznolikih melodij, tudi vijolic iz naslova današnjega dogodka. Izvolite. Roman je šel leta 2015. Sledila pa so mu še dela Brezanke, Gabriela, Odbleski Dobličice in Anine Kresnice. Najnovejše med njimi pa je roman Melodije vijolic. Našo knjižnično zbirko obogatijo še vaša dela Iskalec žive vode, V brezvetrju časa, Pod silo spomina. V soavtorstvu z Rudijem Mlinarjem pa sta nastala še romana Senci gore in Vsa njegova križpotja. Ste zelo plodovita avtorica, našteti naslovi pa združujejo tako prozna dela kot tudi poetična. In kaj je skupnega, pa za hip še izpustiva ta roman Melodije vijolic? Zdaj, če odštejem pesniške zbirke, pa Odbleski Dobličice, pa mogoče še Iskalec žive vode, vse ostalo, kar je podpisano samo z mojim imenom, imajo en skupni imenovalec in to so glavne osebe so ženske. To so romani o resničnih osebah, to so njihove življenjske zgodbe, ki sem jih glavno vse poznala in je bilo njihove zgodbe vredno zapisati. Tako da jaz mislim, da so ženske premalo izpostavljene, se same tudi premalo izpostavljajo, zmeraj se svojo skromnostjo nekam zamikajo, so v drugi vrsti in zdelo se mi je prav, da se o teh ženskah, ki jih mogoče pozna samo ena vas, pa še sosednja mogoče zraven, o njih se ne piše, one niso na televiziji in tako znane javno, imajo pa take zgodbe, ki si zaslužijo, da so zapisane in zato se mi je zdelo prav, da to naredim. Začela sem z romanom v naši družini, v moji mami, kjer še vestijo breze in potem seveda se v teh mojih romanih pojavljajo res ženske junakinje. V pozdravnem nagovoru je direktorica spregovorila o domoznanski zbirki naše knjižnice. Roman Melodija vijolic jo bo obogatil z več vidikov. Vi kot avtorica ste domačinka, v Brežicah zdaj živite že več kot 50 leti. Ja, nekako tako, ja. Prav tako je domačinka tudi glavna junakinja tega romana. Velik del dogajanja je postavljen v Brežice z okolico in pa domača je tudi založba, pri kateri je knjiga pred nekaj dnevi izšla. To je založba Primus. Če se sedaj vrnemo nekaj korakov nazaj, kako je pravzaprav prišlo do ideje oziroma odločitve, da spišete biografski roman o svoji prijateljici Elizabeti Križanič, rojeni Jakec? Zdaj tako, ne, če bi rekla, da sem si predstavljala, da bo ta roman napisal zaradi tako velikega števila občinstva, to ni res. To mi ni bilo takrat na misli, ampak z Beti se res že dolgo poznamo in njeno življenje mi je nekako ponudilo veliko teh drobnih malenkosti, v katerih sem našla tudi svojo mladost in se mi je zdelo, da bi to moralo biti zapisano, ker Beti tako, kot je skromna, ona sigurno se ne bi, mislim, da smo imeli malo težave, ne vem, kolikrat me je rekla, pa nimaš koga drugega, pa je drugi, kdo bolj pomemben, ko sem jaz, pa ne mene, ne. Ampak, tako kot sem napisala tam že, mislim, da proti koncu, ne, iz Svetega pisma besede, Beti je po svoji skromnosti zmeraj nekje v zadnji vrsti, ne. Tam tudi pravi, vsedi se v zadnjo vrsto in potem tako je povabili v prvo. No in prav je,
da je Betka zdaj povabljena tudi v prvo vrsto. Res, ja. In v tej sklepni misli romana je zapisano tudi tako, citiram. Prav je, da je do tega zapisa prišlo, kajti čas svojo radelko kaj hitro počisti bele poti nekega življenja, ki jih zabeleži le človeški spomin. Ta pa se nam tudi velikokrat izneveri. In prav je, da se tistega, ki seda v zadnjo vrsto, potegne naprej in se mu da priznanje, tudi na tak način zapisano zgodbo. Kako pa je pisati o osebi, ki jo osebno poznaš? Sama si predstavljam, da še toliko večji izziv. Ja, moram reči, da to, kar sem doslej pisala, je bilo, no, ena je še živa, ampak vse ostale osebe so že pokojne. In tam imaš veliko več svobode pri razvijanju zgodbe, ne se raziskati je treba marsikaj, veliko je tem, ki zajemajo nek roman, ne, ampak nekako lažje si dovoliš nekoliko bolj širino iti in še kaj malo svoje domišljije vključiti, ne. Ko je pa nekdo živ, ko pišeš o njem, je pa malo drugačne. Jaz moram povedati, da imamo že en roman napisan, ne vem, 80%, ne, ampak se ne moramo z glavnim junakom zmeniti, kako in kaj, in to traja že 10 let. Ampak pri Beti pa moram reči, ja, ker tisto, ko je živ in diha za obratnik, ne, pa reče, to ni dobro, to ni bilo tako, to je bilo drugače. Moram pa reči, da Beti ni taka. Beti je bila zelo prizanesljiva in zelo narahlo me opomnila, ampak res tam, kjer je bilo res treba. Zato je šlo to tako hitro. Koliko časa pa je pisanje trajalo? Od januarja meseca do konca septembra. Malo me pa še založba primorala, da sem pohitela, ker so mi dali tudi rok, tako da je šlo hitreje. Od začetka do konca romana nas spretno vodite med preteklostjo in sedanjostjo. Gre za natkano bogatstvo Elizabetinih spominov, ki mnogokrat oživijo s posedanjem na terasi, bodi si v Brežicah, bodi si na otoku Krku. Nocoj bo vsebina romana prvič javno predstavljena in lahko rečemo, da obeležujemo dve rojstvi. Rojstvo knjige in pa rojstni dan osrednje junakinje romana. Elizabete, Lizike, Lize, Elze, Eli, Elizabet, Beti, Betke. Vsako ime ima svoj čas in mesto v njenem življenju, vsaka oblika imena je pisala svojo zgodbo na nekem kraju in pod vsakim imenom so zapisani drugi ljudje, ki so zaznamovali njeno pot. Vse to pa je ona, melodija neštetih tonov vijolic. Gospa Elizabeta, vse dobro v vašem osebnem prazniku in prisrčno vabljeni, da se nama z Ivano pridružite. Lepo pozdravljeni vsi. Najprej bi rekla, da je Ivana pravzaprav začela pisati roman bez mojega imena, češ, da je... Se opravičujem. Torej, Ivana ni povedala, da je prvi dogovor bil, da bo pač povzela, zanimivo je bilo moje otroštvo in zgodbe iz tistega mojega obdobja, in je rekla, da bo to vzela za svoj novi roman. No, in ko sem jaz začela pač in zapisovati neke moje spomine, je Ivana naenkrat rekla, to ne bo šlo, jaz ne morem zdaj pisati o tvojih dogodivščinah in da bo to pač nekdo drug. In evo, zdaj sem jaz tu. Zdaj bom citirala mojega moža, on je večkrat to povedal, da nismo takšni, kot si mislimo, da smo, ampak smo takšni, kot si mislijo, da smo. No, in zdaj ste malo slišali že, kar si Ivana misli o meni.
Meni je bilo že nerodno, ko mi je prve zapise poslala, ker je dejstvo, da delaš tako v življenju, kot misliš, da je najboljše in vedno imaš občutek, da nisi dovolj, da bi lahko veliko več naredil. In takih zgodb, kot je moja, mislim, da bi lahko bilo jih mnogo tudi od vas, ki ste danes tukaj. Tako mislim, da vsaka družina ima pač neko zgodbo, svoj roman in imam danes tremo večjo kot v vseh koncertih, ki sem jih življenju videla. Jaz nekaj dojam. Moram povedati, da me je Beti, kolikrat nisem štela, ampak je bilo kar veliko krat rekla, pa kaj me tako hvališ, meni je tako nerodno, kaj me tako hvališ, je pa ne morem pomagati, taka si in tak, jaz pišem po resnici, ne? Je res, Beti? Ja. Pravijo, da so prijatelji družina, ki se izberemo sami. Mene pa zanima, kdaj in kje se je v bistvu začela ta vajina prijateljska pot, tkanje teh prijateljskih vezi. Koliko se jaz spomnim, je bilo do leta 1973, ne Beti, ko sta prišla z Dragotom na obisk. Ja, to nekje. Zdaj, če lahko tako rečem, da je bila to ljubezen na prvi pogled. Jaz se pa spomnim, torej od Ivane prvi mož je bil moj kolega v glasbeni šoli Brežice in sta nas povabila. In pravzaprav mi je pri prvem obisku najbolj ostalo v spominu ena čudovita obrotova enolončnica. Na začetek vajinega prijateljstva. Me pa zanima, kakšen spomin na Brežice. Torej, ko ste prišli v Brežice, v romanu Melodije Vijolic izvemo, naprimer, da je bil ob Elizabetinem prihodu v Brežice tule en semafor pri občinski stavbi, kar pa se je z leti seveda spreminjalo in tudi spremenilo. Mogoče kakšen? Moji prvi spomini na Brežice niso nič kaj lepi, to moram povedati, in zdaj pa samo v Brežicah nikdar ne bom, čim prej domov, ne. Jaz sem bila namreč v trgovski šoli in smo imeli internat dol še za Savo in je bilo strašno mrzlo in najhujše so bile zime. Mi smo imeli v sobi, nas je bilo 6, en gaštrček, pa 5 polen in to smo še po večeri lahko zakurili, bolj si lahko mislite, kako je to bilo. In s tem so se meni Brežice tudi zamerile, ne? Ampak stvari so se obrnile in evo, zdaj smo tu že toliko let. Jaz pa moram reči, da kot mladi učiteljici na glasbeni šoli v Brežicah mi je bila mentorica profesor Vesna Sever, ki je nekoč delala v Brežicah in mi je rekla, veš, tam bodo imeli zdaj prosto delovno mesto in ponujajo garsonjero, ali bi šla tudi tam. Ker je moj mož že takrat še ni bil mož, on je že delal v Zagrebu, sicer študent, ampak se je zaposlil v radiotelevizijskem orkestru in sem je želela iti bliže Zagrebu. V Zagreb ne, ampak bliže Zagrebu. In neke nedelje nas je profesor Severjeva oba s Pičotom peljala preko Novega mosta čez Savo in v Brežice. Zdelo se nam je tako simpatično, lepo, malo mestece, bolj na Avstrijo me je spominjal ta center in sva se odločila. Sicer sva najprej mislila začasno, ker je takrat bilo govora, da bo v Varaždinu, kjer sva mi dva srednjo šolo glasbeno končala, da se bo tam osnoval simfonični orkester. Ker iz tega ni bilo nič, sva počasi tukaj delala gnezdo in danes smo tukaj. Zakaj sprašujemo o prvih spominih na Brežice?
Ivana je namreč rojena v Gudurici v Srbiji, pač rojstni kraj Elizabete pa so Podjane zraven Čakovca. In če se ne motim, bi v povezavi s tem radi dali en komentar. Ja, dala bi en komentar. Namreč moji Međimurci bodo zgroženi, ker tam piše, da sem rojena v Hrvaškem Zagorju. Čakovec je center Međimurja in čeprav je to blizu, to je tako približno, kot bi rekli, da je Ivana iz Metlike, Črnomlja, iz Bele krajine, Korošica. No, zdaj mi je že slabo vest nabila. Ja. To je moja krivda, ker sem to spregledala. No, glavne napake ne delajo samo tisti, ki nič ne delajo, tako da bomo vsem pojasnili. Zdaj sem malo pozabila, prej ste vprašala. Ne, v bistvu smo razjasnili to in se opravičili. Imam pa še eno vprašanje za vas. Torej, vaš materni jezik ni slovenščina. Z vami pa je šla skoraj po celem svetu. Koliko natih ste si na začetku bili z njo, oziroma kako težko se je bilo naučiti slovenščino? Međimurci smo kartavci, torej meni je bilo neprimerno lažje kot nekaterim mojim kolegom, s katerimi sem tudi tukaj delala. Profesor Vrbos, moj nekdanji učitelj, je potem bil tukaj moj kolega. On je bil doma iz Jastrebarskoga, on je do konca rekel Kozarac in tako. No, mi smo Međimurci, pa nekako nam je to v ušesu, takaj, in kljub temu je ta moja profesorica, ki mi je bila mentorica, dala cel list poln strokovnih izrazov, ki sem jih uporabljala pri samem pouku. Naenkrat sem si naložila celo vrsto knjig za prebrati v slovenščini in seveda revije, vse možne, vse sem brala. In sem bila prepričana, da že kar nekaj malo vem. Ko sem se zaposlila, seveda so mi pomagali kolegi, ampak smo imeli takoj podružnico v Dobovi in jaz sem 2-krat tedensko se vozila tja na pouk in smo se dogovorili z učenci, vi mene učite slovensko, jaz vas učim pač glasbo. In ko so šli domov 2 prijatelja, en za drugim sta imela pouk, je rekel, greva v Kep. Jaz sem si mislila, kam grejo, pa po tem 10 nisem še zasledila nobene knjigi. No, mi tudi imamo, vsaka vas govori svoj dialekt in sem se naučila tako, da po Dubovsku tudi malo razumem. Vsebina romana Melodije vijolic govori o času, ki se je pretočil v preteklost. Govori pa tudi o sedanjosti. Gre za bogastvo malih, drobnih dogodkov, ki ostanejo za vse življenje. V nadaljevanju vam bom nanizala nekaj besed, vas pa prosim, da jih opremite svojimi spomini, anekdotami iz otroških dni. In prva taka beseda je jesen. Ja, jesen je polna pač dobrot, ki jih pobiramo. In jaz se spomnim kot otrok, torej ta vas Podjane je bila na obrobu Čakovca, danes je pa na mojih vrtovih nekdanjih prav južni del, center južnega dela mesta, so infrastrukturo s trgovinami, apotekami in tako naprej. Takrat je to bila vas in jaz sem tudi kot otrok veliko pomagala moji babici na polju, jasno po šoli. In zelo rada sem šla pobirati krompir, zato ker smo takrat dobili tirolsko salamo in sveži beli kruh. To je, takih ne delajo več. No pa še se spominjam, da sva z bratrancom Dragotom, ki sva pravzaprav odraščala skupaj, 15 dni sva bila narazen,
on je bil malo starejši od mene in tudi tako se je vedno obnašal. In enkrat, velikokrat sva bila sama doma, ko so naši šli v službo in na polje, kam pač. In sva enkrat se odločila, da bova nekaj koristnega naredila, da bojo ponosni na nas, da nisva kar tako doma denarla. Bila sva pa stara 5 let, ne vem več točno, v glavnem sva znosila velike posode in koše in sva pobrala vse slive, da bojo pač delali pekmes, ampak te slive so bile plave, ampak še trde in nezrele. Oba sva dobila pa ta zadnji. No, v romanu je še dodano, da je Elizabeta še posebej ljubila jesen, menda zato, ker se je takrat rodila. Naslednja beseda je češnja. Ja, mi smo imeli eno češnjo tako z debelimi, sočnimi plodovi, na njej sem preživela zelo veliko časa, skupaj z bratrancem Dragotom. In tam sva si pač domišljala, da sva ne vem kje in sva tudi nekimi palcami si igrala, pela, povabila kakve so tam sosede. Skratka, tam se nam je zdelo krasno, že odkar je cvetela, pa dokler smo se najedli teh finih češenj. Smo pa imeli eno češnjo, tako, ko se reče divjo, s takimi malimi plodovi, ampak izredno aromatični so bili in sladki. No, in ta je bila zelo visoka češnja in moram reči, da imam en slab spomin, ker je moja najboljša prijateljica, je bila bolj spretna in je splezala gor in si je pač zlomila roko in Marica danes ima roko zdravo, prosim, če se vstaneš, tudi ona mi je prišla iz Čakovca danes. Marica. En lep, en slab. Takrat sem se zelo bala in sem prvič v življenju videla gips. Kolo. Kolo, jaz se spomnim, da je bilo eno kolo pod oblokom, pod oknom od moje babice, kuhinskim oknom in ona bi kuhala in vedno bi prepevala največkrat cerkvene pesmi in medžimurske narodne. In jaz sem sedela na tem kolesu, pravzaprav je bilo samo ogrodje in zic, ne, in volan, koles pa niti ni bilo in jaz sem tu velikokrat sedela, poslušala babico in v bistvu sem nekako odplavala nekam v neznane kraje, zelo pogosto nekam na morje, kajti v tem času, ko sem jaz bila mala, je moja mami bila hudo bolana in je bila na zdravljenju in na Rabu in na Lošinju in jaz si nisem znala predstavljati, kje to je, vedela sem, da je na morju in sem pač jaz nekako v mislih potovala k mami. In pa vlak? Vlak, to je že srednja šola. V Čakovcu imamo 2 postaji železniški, ena je glavna postaja in mala postaja, ki se ji reče Buzovec, proti Lendavi vozi vlak iz Buzovca in ta je meni bila bližja in tam sem jaz hodila na vlak za Varaždin. In veliko lepih spominov, tam je bilo vsak dan isti obrazi in veliko smeha in tako lepega. Bilo je pa tudi takrat zelo veliko snega, zime so bile drugačne kot so danes in spominjam se, da je velikokrat vlak imel zamudo in smo v tej mali postaji vsi se tiščali okrog ene velike zelene peči in vem, da sem enkrat prišla ob 10:30 v Varaždin in čez eno uro sem že šla nazaj, ker sem vedela, da bo prišla pozno domov spet. Tako da mešani spomini, ampak več je lepih. Moram pa reči, da pa mi je zdaj srce zaigra, to mojo malo postajo so
prav pobarvali, prebarvali in zdaj izgleda kot licitarsko srce. Res je. Pa ker smo ravno pri srcu, v povezavi z vlakom je tudi zapis, postrešček na postaji Varaždin. To je bil ta postrešček. Aha, to je pa... No, to je pa neko... Eni bi rekli na ključje, eni bi pa, ali pa za mene, zdaj to ni več na ključje, tako moralo biti. V srednji šoli smo imeli, no zdaj da povem za tiste, ko ne veste, jaz sem bila sošolka z mojim možem, sicer sem bila 2 leti mlajša od njih vseh in me je on klical Malecka, to niste prej omenili, ker menda ne piše tam. In smo bili v 3. letniku na eni dolgi turneji po Nemčiji, kjer smo tudi v 2 mestih privatno spali. To je bilo takrat za nas nekaj izjemnega, ker nismo potovali, nisem imela pasoš, to smo šli na skupinski pasoš in smo imeli zelo veliko koncertov in tam, ko smo privat spali, sem jaz pač ostala v stiku s temi ljudmi in so oni prišli tudi k nam na dopust takoj po naši maturi. In so me vzeli seboj na dopust, seveda so mi oni plačali pasoš, jaz si to nisem, moji mi niso to mogli omogočiti. In sem se vračala že iz Nemčije, tja sem šla z eno potovalko, nazaj pa z 2. Ker so me oblekli in ne vem koliko daril sem dobila in skratka zelo smo se spoprijateljili. In ko sem prišla z vlakom do Varaždina, sem komaj vlekla te potovalke, te torbe in na peronu stoji kdo drug kot moj sedanji mož. On je pa šel takrat pravzaprav v Čakovec, jaz sem mogla presedati, on je šel v Čakovec in je nesel knjigo svojih tedanjih punci. Ampak, ker je vedno bil kavalir in še danes je pač meni pomagal nesti torbe in je malo pozabil na to knjigo. No, ostalo je pa zgodovina. Romana že kmalu po začetku vstopi pesem Glasba. Ta se je v vašem odraščanju in talentu krepila, širila, vam dajala krila in vas dvigovala nad težave. Že v vrtcu ste bili priljubljeni zaradi čudovitega glasu in poznavanja številnih pesmic. Iskriv pa je tudi spomin na vaš prvi veliki nastop, pa naj bo iztočnica zanj besedna zveza, košarica iz srebrnega papirja z vijolicami. Moja mama je bila kar ustvarjalna in mi je naredila pač eno košarico. Jaz vem, da je bila vsa srebrna in pač polna vijolic, ne svežih, ampak nekih umetnih. In sem pač nastopala to pesmo, ki je takrat bila tako šlager iz filma Prodajalka vijolic in jaz sem pač to malo odigrala v kavarni v Čakovcu. Pa bilo je takih nastopov nekih, ko so se mi urezali v spomin. Tudi ena košarica, ki sicer ni bila srebrna, je bila pa neka taka pletena košarica, pa polna rožic različnih, ker me je mami naučila pesmico eno, tudi je takrat bila popularna. Svako jutro čim zarudi, kada nema još te ljudi, cvijeće se sa gradom budi, da vam kaže dobar dan. In tako naprej, no. Moji učiteljici je to bilo lepo in je rekla, ne bi ti to nastopala in pol je mama spet nekaj izčarala, da sem jaz pač to malo pela.
hvala za delitev tudi tega spomina. Zdaj pa mislim, da je čas za glasbeni premor, v katerem nas boste razvajala skupaj s soprogom Tinom. Izvolite. Ena prvih tudi, ki jo je naučila moja mama, je tudi tista, ki je meni najbolj ljuba, ker je nekako tudi najlepša medžimurska pesem. Medžimurci so namesto draga vedno imeli rožica, vijolica, tako da tudi tle vijolica ni tista rožica, ampak je deklica. Vehni, vehni fiolica, ne žalosti me, kad te vtrči ne mremja, vehni grlica. Zasadio sam ja tebe u glubinu srca, ali vidim da drugi od nade trga. Zasadio sam ja tebe u glubinu srca, ali vidim da drugi od nade trga. Zrasla si kak tulipan, metleć rožami, ali to je sve zaman, joj navek meni. Vehni, vehni grlica, kaj te ne trgam, niti više svojemu srcu ne trebam. Vehni, vehni grlica, kaj te ne trgam, niti više svojemu srcu ne trebam. Naslednjo pesem pravzaprav je besedilo napisala Ivana že nekaj časa nazaj in v tej pesmi pač povedala tisto bistvo, da sem odšla z mojega Medžimurja in da sem se nekako kot vijolica vrasla v nova tla. In ko sem prvič to prebrala, sem seveda se zjokala in od začetka tudi tretjo kitico nisem mogla peti, ker bi se zjokala. Zdaj ne vem, kako bo danes. Poskusila bom vam jo začetka. Ivana, hvala. Na vrtu mojem so vijolice cvetele, pod blag vijoličast oblak, spomladne trate
pod nebo se razdehtele, privalovile nežno se do mojih vrat. Vijolice, mladoste moja in pomlad, osipali vas niso razdalje in ne čas. Kar kraju rojstnem ste mi prvič zadehtele. Vem, da brez vas bi ne postala jaz. Zastanem v času, vse je v dihu enem, nekoč in danes, dom moj rodni, dom moj tam. Kot vraščene vijolice v vrtu so zelene, tako sem presajena, se sama vrasla nova tla. Vijolice, mladost ste moja in pomlad, osipali vas niso razdalje in ne čas. Kar v kraju rojstnem ste mi prvič zadehtele. Vem, da brez vas bi ne postala jaz. Vijolice cvetijo, prav enako tu in tam, dehtijo tu in tam pomladni dan. Pa vendar včasih domotožno zdrgeta, ko od nekod privre spomin on dobro znan. Vijolice, mladost ste moja in pomlad, osipali vas niso razdalje in ne čas. Kar v kraju rojstnem ste mi prvič zadehtele. Vem, da brez vas bi ne postala jaz. Vem, da brez vas bi ne postala jaz. Iskrena hvala. Slišali smo torej, da je besedilo pesmi vaše, Ivana, za uglasbitev pa ste poskrbeli vi, Elizabeta. Se ta naveza večkrat zgodi? Da na ta način so... Ja moram povedati, da je Beti listala tudi po moji prvi pesniški zbirki, ki je bila že precej nedodelana, ampak ona je našla noter nekaj, kar jo je potegnilo in to je bila, prva je bila uglasbena Bela krajina. Ne? Tako da na prvi predstavitvi knjige Kjer šelestijo breze je bila premierno izvedena. No in potem si je še, no kar nekaj jih je, ne? Ja, kar nekaj jih je, skoraj več jih je uglasbe Drago. Drago je, ona je za sebe, ne? Drago je pa za zbor. Da si to razdelila. To je skupinski trio, ne? Ja, moram povedati, da prva pesem, ki se spomnim, da je Drago uglasbil za naš zbor, je bila Brežice. Naša pesem. Naša pesem in mi smo se našli v tej pesmi, ne, ker pravi nekako upam, da nisem pozabila besedilo. To Brežice so staro mesto naše, od vse povsod nas tok nanosil je prav tja, ker dobra volja druži nas in pesem, v najlepšem kraju Štajerske smo mi doma.
za zbor in se organizirala. Več v stresu, da bi se spomnili. Mi se ne spomnimo, kaj smo se delali smo veliko. In v tem romanu je v povezavi s pesmijo Vijolice, ki smo jo slišali, navedeno, da je melodija nastala spontano ob kuhanju zeljnih krpic. Zdaj pa me zanima, ali so se vam melodije pogosto utrnile med opravljanjem gospodinskih del. Ja, moram reči, da meni je večkrat to potekalo tako, drago tu je bilo lažje, ker ni kuhal. In sem si, moram priznati, velikokrat imela kar na hladilniku besedilo in ko sem pač mešala, vezala, kuhala, pogledala, ta ritem melodij, ritem teh besedil, bivalnih pač se mi zdi nekako z lahkoto izvabi melodijo. Včasih ti kak motivček te matra in ne moreš zaspati in te po noči prebudi in traja nekaj časa, da se izoblikuje. Je pa res, da ta vijolica je pa nastala v času kuhanja zeljnih krpic. Pa po domušno ste Ivano napisali tudi, da gospod Dragutin je vedno tako urejen, da pač ni bila težava, da bi nastajale nove melodije, ker je bilo treba velikati tudi srajce. Ja, to je privilegij moških povsod, ne, to na mesto doma živ primer, ne, Rebeki je tudi tak primer, pa še tega večjih takih poznam. Moški imajo pač svoj urnik, svoje delo, ne, ženske moramo še vse drugo narediti, ko gremo na nastop je treba obleko zlikati, ne, veti vse pripraviti, oni se bolj obleče in bolj se čudijo, če še nismo gotove, ne. To, ampak sem še hotla prej dodati, ko je Beti Kravla o tem, kako sta oglasbila moje pesmi, ko je bila v Dobličah, sem imela predstavitev knjige Od bleske Dobličice in sta mi naredila presenečenje in sta prišla z morja v Dobliče nastopiti. In jaz poslušam poeta, Beti poje Drago igrane, tako ko ponovadi. Pa kaj je meni to tako znano besedilo? Odhod jaz to besedilo poznam, pa sta oglasbila, ne, Beti, ko spomini zadrhtijo, pa je bila. In ko je bilo konc, bolj sem prišla k sebi, tako brez moje vednosti. Boš kaj dodala? Ne, bilo je prijetno, ker si bila ti tako presenečena. Glasba, pesem, ljubezen in spoštovanje. To so vrline, ki z možem živita, po katerih sta prepoznavna. Pravite, da živite harmonično življenje s človekom, ki je oblašen natanko na tiste tone, na katerih vibrira vaša notranjost. Skozi roman dobimo vpogled v vajino življenjsko pot. Ta se je od vprašanja, kaj je Malecka, mi boš pomagala, vila do preigravanja skupnih melodij, stanovanja v Mostilni Lukeš, Zaroke in poroke, rojstva sinov Nikole in Tomija, hiše na Marofu, rojstva vnukov Tima in Žige, upokojitve. V mestnem času pa je pomembno vlogo za vaju imelo udejstvovanje v amaterski oziroma ljubiteljski kulturi, požrtvovalno, a dosledno delo v njej. In ko je po 38 letih delovanja ugasnil Kud Brežice, ste na soprogovo vprašanje, ali boste znala živeti brez tega, odgovorili, se morda spomnite kako? Bova videla, ko bova začela. Vaše poslanstvo je torej vse skozi bilo učiti druge, učiti otroke, učiti odrasle, ob tem pa jih naučiti tudi vrednot za vsakdanje življenje. Pa vas prosim, da nam kaj več zaupate v tem področju kulture, je namreč tako široko, da bi sama hitro kaj nehote pozabila, spregledala, tako da vam kar dajem. Ja, žal, v nekaj besed bom kar težko povedala to pravzaprav celo življenje. Ne vem, kako bi začela. Dar je, vsak človek prinese neki dar seboj na ta svet in nekako je odgovornost, da ta dar pač
predaš naprej in odgovoren si, kaj narediš s tem darom in odgovoren si tudi, če ne narediš. Kot sem prej omenila, kar veliko nekih naključij je, da sem jaz sploh danes tukaj. Prvič v glasbeni šoli Nižji pri nas je takrat bilo možno delati 2 programa. En program je bil samo inštrument, drugi program je bil inštrument in solfeggio. In jaz sem nekaj časa hodila na oboje, potem sem pa mojo mamo prepričala, da je meni to naporno, ker jaz sem hodila vaditi v šolo. Jaz nisem imela svoj klavir vse do 2. letnika srednje šole, sem vadila v šoli. In je moja mama meni seveda verjela. No, je prišla ena kartica čez 2 tedna k nam domov, ena taka rjava dopisnica, in mama je morala iti v šolo na razgovor in je rekla učiteljica, ja, kaj se ta mala vaša zmišljuje, njej to gre zelo dobro, ona to z lahkoto opravlja, da ne boste slučajno in nasedli, ne? In sem jaz morala iti nazaj na solfeggio in klavir in če ne bi to takrat moja Vera Višošević naredila, jaz ne bi mogla iti v srednjo glasbeno šolo v Varaždin, ne bi spoznala mojega sedanjega moža, ne bi moja mentorica me poslala v Brežice in ne bi pač delala na glasbeni šoli Brežice 10 let, pa še 27 let v glasbeni šoli Krško. Vsem sem hvaležna, evo vidim nekaj mojih tu kolegov in ravnatelja in iz glasbene šole Brežice in Krškega in moram reči, da sem privilegirana bila, ker sem toliko čudovitih ljudi srečala, od katerih sem se veliko učila, še zdaj se učim, jasno, od vseh učencev. Ne bi danes bilo, evo, z Dragotom smo proslavljali 38 let pevskega zbora, tu so danes tudi moji nekdanji pevci. Ne bi bilo mojih tamburašev, s katerimi smo bili 34 let, tudi tle ste danes. Vsem hvala, vsem, katere sem naštela, prav tako tisti, ko ste nas samo v publiki spodbujali, nas motivirali. Mislim pa, da sva samo počela to, kar sva mislila, da je prav, da s tem nekaj naredimo za druge in za sebe in ni se nam zdelo nič to tako posebnega. Smo pač želeli nekaj dobrega narediti za ljudi. In več kot odlično vam je šlo in vam še gre. Hvala lepa. Govorila posebej o vsaki tej zasedbi, katero sem omenjala. To je spominal za več življenj. Toliko lepega smo preživeli, toliko lepega smo dali eni drugim in knjiga bi bila neprimerno debelejša, če bi lahko izpostavili vse tisto lepo, kar smo doživeli. In rada bi povedala, da vsa ta priznanja in neke nagrade in plakete, ki so tudi tam omenjene, se veste, to človek sam ne more biti zaslužen, da dobi neko nagrado. Za njim so vedno pač ljudje, ob njem so ljudje, ki sledijo, ki se strinjajo s tem, se trudijo in potem skupaj nekaj dosežemo. In to niso bila moja priznanja. To so priznanja vsem tem, kjer so z nami poustvarjali in ustvarjali. Tako da vsem hvala. No, zdaj ste vsaj malo približno slišali, kako Beti razmišlja. To ni njeno, kar je ona dobila. To ni ona zaslužila, kar je dobila. Pa če za hip ostanemo še pri tej ljubiteljski, amaterski kulturi, vprašanje za obe. V
Kulturnem društvu v Dobovi ste pred leti na oder postavili kratko komedijo z naslovom Mali oglasi. Igralska zasedba se je med sabo odlično razumela ter izvedla številne nastope. Celo v Srbijo ste bili povabljeni, kjer ste nastopili za tamkajšnja slovenska društva. Podobno se je potem dogajalo tudi pri domačem društvu upokojencev, kjer ste naštudirali še 2 kratki komediji, V čakalnici ter Matildi vstop prepovedan. S tema igrama ste prav tako zelo veliko nastopali, šli ste tudi v avstrijsko železno kaplo. Kakšni pa so vajni spomini na ta čas, na čas igre, mogoče spet kakšna anekdota, gotovo jih je bilo mnogo. O tem bi se dalo govoriti, tega je ogromno. Mi imamo srečo, da imamo Rudija v naši sredini, da nam to so kratke igre, komedije, da nam to napiše, on nas pozna, on ve, kaj komu leži in potem mi to nekako skupaj naštudiramo. Jaz moram povedati, da je bil to res en krasen čas pri vsaki igri. Od malih oglasov do pa zadnje, da smo bili ena taka skupina, ko smo se res razumeli, to je bilo kot ena družina, nasmejali smo se tako, improvizirali, včasih smo se po poti domov smejali, kako nam je to uspelo, ampak je uspelo zmeraj, ne? Včasih je bilo tudi kakšna ostrejša beseda, ne? Ampak v glavnem razšli smo se zmeraj dobre volje in veseli in naslednjič smo spet z veseljem prišli na vajo ali pa na nastop. Tako da za mene je to res bil en lep čas, imamo pa zdaj spet nekaj v pripravi, tako da upam, da bomo kmalu naredili. Nima nič drugo gledam. Moramo se vzeti res, veliko se dogaja in težko že najdemo čas, pa tudi bolezni, vsak svojo vizi. To nas malo zavira, ampak bomo, obljubimo, da bomo. Ja, ko rečem, neki bolezni nas ovirajo, zadnja predstava je bila Matildi vstop prepovedan. Torej, še nekaj moramo narediti. No, res čudoviti spomini, sploh in na predstave in na naše vožnje s kombijem, kjer smo obdelali vse živo. Je bilo pa tudi takih lušnih pripetljajev, kot verjetno vsaka predstava ima, in se moraš iz tega nekako zvleči ven. Spominjam se, enkrat je naš Drago Pirman, tukaj je z nami danes, on je pil kavo na mestu, kjer ne bi smel piti. In se mu je tako zaletelo, da ni mogel do daha. In jaz sem bila glih njemu neka partnerica, ne, in jaz sem ga tokla po hrbtu in sem govorila, gospod Milan, ste dobro, kaj vam pomagamo, kako? V glavnem je gospod po predstavi rekel, ti, ampak to si pa tako dobro odigral, tisto kašljanje. Spomnim enkrat, oziroma dve mali kratki bom še povedala. Enkrat je Ivana skoraj počla, ker se ni smela smejati, a na smeh je šlo. Torej, oči je imela že take, da ni počla nekaj. Namreč jaz sem pozabila priti na oder s klobukom, a nujno sem ga rabila. In potem sem jaz enostavno odšla zadaj in sem se nekaj zmislila, da sem šla pač nekaj pogledati, a ona ni vedela, kaj se dogaja. In jasno, ko sem prišla nazaj s klobukom, jaz sem začela normalno nazaj pač igrati svojo vlogo, a ona nikak ni mogla priti k sebi in ta smeh jo je tako mučil, da je komaj iz tega se zvlekla. Smo pa igrali nekje, mislim, da je to bila Topolščica, in smo igrali v enem domu, ko je resnično bilo tako pohištvo, vse že staro in vse je bilo bolj bogo, no. In jaz sem sedela na enem stolu in ko sem se morala vstati,
je stol šel z menoj gor, ker se je en žebelj pač za moje krilo zataknil in potem me je Ana reševala, tako je prišel Drago zraven, vsi so gledali ta moj stol in moje krilo in jaz sem jasno takoj rekla, rekla sem tu pa res, ker je bilo nekaj govora o pohištvu, sem rekla, to je pa skrajni čas, da dobite novo pohištvo. In je bil aplauz, največji aplauz. Se veselimo novih dogodivščin in ob tem pogled usmerjamo na Rudija. Čakamo. Ob vsem tem vas je gotovo pogosto spremljala tudi tamburica, ki narečno pravimo tambura. Po izvedbi mešanega pevskega zbora, ki deluje v okviru kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, bomo prisluhnili istoimenski pesmi, katere avtor besedila in glasbe je Dragutin Križanič. Izvolite. Počasi zaključujemo z uradnim delom današnjega druženja. Knjiga je ugledala luč sveta, vaju pa prosim za sklepne misli, popotnico knjigi, morda čisto kaj tega. No, misli so kar malo zmedene, ampak jaz mislim, da sem vsaj približno ujela Bedino osebnost tej knjigi, tako kot mi je pač ona pripovedovala. Jaz upam, da jo boste z veseljem preberali. Vesela pa sem,
da se je Beti tako opogumila in da mi je to svojo zgodbo zaupala in jaz sem ji za to zelo hvaležna. To je zahvala za to, da mi je zaupala zgodbo in za njeno rojstni dan. Jaz pa nisem našla tistih vijolic, o katerih smo pisali in prepevali. To so njene sestrične, pa hvala ti. Zahvalila namreč vsem vam, kateri ste danes tukaj. Zelo počaščena sem. Jasno, tvojem imenu tudi govorim. Danes ste tukaj iz vseh koncev, da ne bom spustila kaj. Međimurje, potem Maribor, pa Sladki Vrh, Koroška, tukaj so mi iz Hrvaške, malo čez mejo prijatelji, da ne bom koga pozabila. Hvala vam iz srca za vse lepo, a največja hvala je moji družini, mojim fantom, Nikoli Tomiju, mojim vnukom, Špele nam žal ni, ker je ravno prišla iz tujine, iz potovanja, in mojemu največjemu kritiku in oboževalcu, mojemu odracu. Zdaj bi se vam operacija še v imenu kulturnega društva. Zdaj bi se operacija jaz v imenu kulturnega društva Franc Bogovič, bom vsem tukaj zahvalil za čudovit večer. Seveda čestitke naši glavni junakinji, ki ima danes rojstni dan, in seveda avtorici, ki je vse to zapisala in bo ostalo za vekomaj zapisano. Jaz seveda odlično vodenje današnjega večera ne moram drugače reči. Zahvalil se bom pa tudi naši novi zborovodkini, ki je z nami imela prvi nastop danes. Hvala. Sama pa bi za zaključek nocojšnjega druženja uporabila misel, ki je zapisala v knjigi, ki je bila danes v ospredju. Citiram. Skozi življenje je srečala nepregledno vrsto ljudi, sklenila preštevilna prijateljstva. Veliko jih je bilo dobrih, iskrenih, ali malo število je ostalo tistih, ki štejejo za pravo in pristno vez. Tako, ko se srečaš vsake toliko časa, celo let in desetletij, a je ob srečanju tako, kakor da vmes ni bilo časa, ampak samo prejšnje srečanje. V dneh, ko smo se pripravljali na ta dogodek, pa se je zgodilo tudi bridko slovo. Onstran Mavrice je odšel gospod Slavko Požar, član mešanega pevskega zbora, ki deluje v okviru kulturnega društva Franc Bogovič Topova. Njemu v spomin so nocoj še posebej zazvenele izvedene pesmi. Iskrena hvala pa velja prav vsakemu danes navzočemu in nastopajočemu, da ste si vzeli čas in bili z nami.
dragi dami, prijetno vam je bilo prisluhniti, bodite ustvarjalni še naprej. Melodije vijolic pa najdejo pot med številne bralce. Tisti, ki bi roman želeli imeti na svoji domači knjižni polici, si jo lahko pridobite že danes. Ob koncu uradnega dela pa vas vse skupaj vabimo, da še malce ostanete z nami, da ob pogostitvi tam v sosednjem prostoru skupaj še malce poklepetamo. Hvala vam. Jeszcze nie